Tunizija se sooča z nenavadnimi vremenskimi razmerami. Prebivalci na severozahodu alžirske meje so bili nedavno presenečeni nad močnim sneženjem. Zima je prinesla močno deževje in napolnila strugo reke Vadi Majerda, ki je poplavljala. Prvič po 40 letih je dež namočil tudi puščavska tla. Tunizijci se strinjajo, da vreme ni primerno za ta letni čas. V Peruju so pokazali avtomobil, s katerim se bo vozil papež Frančišek, ko bo ta mesec obiskal to državo. Vozil se bo v predelanem avtomobilu znamke Chevrolet Versys. Avtomobil so nekoliko spremenili, ker je imel papež Frančišek na svojem potovanju prejšnji mesec eno majhno nesrečo. Na zadnji dan obiska v andski deželi je papež izgubil ravnotežje in z glavo udaril na rob avtomobila. Zgodilo se mu ni nič strašnega, dobil pa je samo površinsko rano. Strokovnjaki za vulkane so v Čilu odkrili 40-metrsko razpoko na kraterju vulkana Čilan, ki predstavlja strah, da bi lahko ena najbolj tveganih vulkanskih verig v državi ogrozila bližnjo skupnost. Strokovnjaki že pripravljajo evakuacijski načrt v primeru izbruha vulkana. Nevados de Čilan je kompleks vulkanskih odprtin. Eksplozija je januarja lani povzročila nastanek novega kraterja. Regija Nevados de Čilan se nahaja v regiji Biobío v Andih blizu meje z Argentino. Eksplozija bi lahko imela zastrašujoče posledice za smučišča, ki so priljubljena zimska destinacija za turiste v Argentini. V parku za ogrožene vrste živali v Singapurju se je zgodil eden izmed pomembnih trenutkov, saj so bili priča skotitvi pritlikavega povodnega konja. Obiskovalci so bili navdušeni nad novim prebivalcem. Rezervat za ogrožene vrste omogoča ogroženim živalskim vrstam, da lahko pod budnimi očmi strokovnjakov preživijo in obstanejo, da jih bodo lahko gledali in občudovali še naši zanamci. Človek, ki je decembra v mestnem središču New Yorka izvedel napad v imenu Islamske države, je bil obtožen terorizma. Akayed Ullah je bil obtožen podpore terorističnim organizacijam z uporabo orožja za množično uničevanje in terorističnega napada. Ullaha so po napadu hospitalizirali, ker je dobil poškodbe, ko je bila bomba prižgana, vendar je ni razneslo. V napadu so bili lažje poškodovani še 3 ljudje.